Na novi lokaciji ekološke trgovine Kalček v ljubljanskem BTC-ju pa je Jelena Dimitrijevič tokrat govorila o hrani in tekočini, primerni poletnim mesecem. Jelena, je pomembno, kakšno hrano in tekočino uživamo v tem poletnem času? Ja, seveda je pomembno, zaradi tega, ker so temperature drugačne, okolje čisto drugačno in se naše telo mora prilagajati temu. Jasno nam tudi nakazuje tudi sam naš organizem, ki zahteva mogoče več tekočine, več svežih živil, ampak tukaj je zelo pomembno, posebej tisti, ki recimo imajo težave s srcem, z ožiljem, so tudi po tradicionalni kitajski medicini bolj srčni tip, ki tudi recimo v času poletja so res rdeči tako obraz, ker jim je skozi vroče, morajo biti zelo pazljivi, zaradi tega, ker ne želimo obremeniti delovanje srca. To pomeni, da se izogibamo pšenici, ker pšenica tudi zgosti kri in potem srce mora več pumpati in s tem se tudi zvišuje telesna temperatura. Potem sladkarije odpadejo, itak je veliko sadja in s tem se lahko sladkamo, predelana hrana, pražena, veliko masne hrane. Se pravi, tukaj imamo res priložnost, da užijemo bazično hrano, veliko zelenjave, sadja, kakovostna, polnovredna žita, stročnice. Tako da damo nekako prednost tem živilom. Zelo pa je pomembno, kakšno tekočino pijemo. Voda ne sme biti mrzla. Predvsem zaradi tega, ko zaužijemo in spijemo mrzlo vodo, takrat tudi telo mora segreti to vodo, da bi se sploh aktivirali določeni procesi, encimske dejavnosti v telesu in zato porabi energijo, hkrati pa zviša temperaturo in pol se bomo spet potili, nam bo vroče in bomo spet zahtevali novo tekočino, hkrati pa taka tekočina sploh se ne more dobro absorbirati in izkoristiti. Tako da res obilje je vsega, obilje je sadja, zelenjave, naj to bo nekako naša primarna hrana. Kako pa se lahko razhladimo, da uporabimo oziroma porabimo čim manj energije? Ja, v bistvu ne bomo se razhlajevali z mrzlo vodo, ker to ni priporočilo. Se bomo razhlajevali tako zunanje. Poznamo knajpe, poznamo knajpanje in tukaj lahko uporabimo metode, ki so povezane z našimi nogami in rokami, se pravi, tudi v banji domače imamo ali nekje drugje, voda naj je 18 stopinj in potem si počasi recimo s curkom vode gremo od nog oziroma od prstov, pa potem zgoraj do tam nekje nad koleni, z sprednje pa zadnje strani in nekajkrat se oblivamo desno pa levo nogo. Hkrati pa recimo, če nam je lažje, mogoče to naredimo z rokami, tako da roke, tako nekako nad komolci, tudi damo not v tako vodo 18 stopinj. 3 minutke je čisto dovolj, lahko tudi več, lahko tistim, ki jim ni tako prijetno, lahko tudi manj časa, ampak to je en način, kako se lahko razhladimo. Lahko seveda pazimo, da tudi aktivnosti niso tako intenzivne, da ne bi prišlo do tega pregrevanja v našem telesu. Vedno nam svetuješ tudi kakšna dobra prehranska dopolnila, kaj pa danes? Ja, danes se bomo osredotočili predvsem na srce, ker tudi vemo po tradicionalni kitajski medicini je zelo pomembno, da v času poletja skrbimo za naše srce, za ožilje in tukaj nam bo pomagalo zadostno uživanje magnezija. Itak nam ga veliko primanjkuje, veliko več, kot skozi govorimo o kalciju, ampak v bistvu nam več magnezija primanjkuje, ki je zelo pomemben tudi za delovanje našega srca. Bromelin, ki ga recimo dobimo kot prehransko dopolnilo, ki je zelo pomemben za naše ožilje in elastičnost našega ožilja, ampak hkrati tudi za kakšne presnovne procese, lahko recimo tudi stiskamo kakšne sokove iz sredice ananasa, ne ananas kot sadež, ampak prav ta sredica, ki je bogata z bromelinom ali skorja recimo. Potem omega-3, ki je tudi en tak dodatek, ki je pomemben za naše srce, Q10, ki bi ga vsak, ki je starejši od 40 let, mogel že uživati dodatno, ker ga nažalost ne dobimo v zadostni količini, ki tudi pomaga, da se zniža krvni pritisk in da srce tudi boljše deluje. Hkrati pa v bistvu vse, kar je zelene barve, je zelo pomembno in na koncu moramo res paziti, da ne zaužijemo take pozne večerje, tam do 19. zaključimo s prehranjevanjem in naj večerja predvsem izključno zelenjavna. Naj bo poletje lepo, ne? Tako je. Hvala lepa.